Slovenija išče novega mandatarja. Potem, ko je k temu prejšnji četrtek centre moči pozvala Vesna Vuk Godina, so svoj predlog pripravili tudi v Katedrali Svobode. Predlagajo, da bi Slovenija vodila kar četverica: Kučan, Janša, Pahor in Logar. Kdo izmed njih pa bi bil mandatar, naj se dogovorijo kar sami. No, premier Golob sicer še vedno ostaja v sedlu, čeprav ga za čas operacije začasno nadomešča Luka Mesec, ki bo, kot kaže, vse Slovence prisilil v štempljanje delovnega časa. Pestro dogajanje je tudi v tujini. Gledate Odmev tedna, ki ga bova tokrat za vas komentirala Peter Mrše in Rok Frelih. Rok, pozdravljen. Lep pozdrav. Skratka, Slovenija se je znašla na dnu v mafijski demokraciji, sporočajo iz Katedrale Svobode, ki predlaga, da bi se iz tega stanja spravili s prvo ligo slovenskih politikov, ki predstavljajo avtoriteto, in to so, po njihovem mnenju, Milan Kučan, Janez Janša, Borut Pahor in Anže Logar. Vlada bi imela poleg njih še 8 ministrov, nekako pa oni 14 se dogovorijo, kdo izmed njih bo mandatar. Je to nekako ta prva liga, ki nas lahko spravi iz zagate? Je ta predlog sploh realen? Zdaj, ta predlog je nerealen, ne samo da zakonsko ni izvedljiv, ker nimamo pravne podlage za takšno ureditev. Po drugi strani so ti faktori med seboj tudi politično nezdružljivi, predvsem v tej četverici kot nek tujek vidim gospoda Kučana, bi se pa popolnoma strinjal s tem, da je treba oklestiti nekako število ministrstev, ker vemo, to povečevanje števila ministrstev je na vse zadnje bilo le neko nagrajevanje kolesarjev in njihovih prijateljev za zasluge pri postavljanju Golobove vlade. No, da gre za neke vrste provokacijo, priznava celo Dimitrij Rupel, ki je med predlagatelji Katedrale Svobode. Ta teden smo ga gostili v oddaji Vroča tema. Mi smo v glavnem hoteli, da tako rečem, vrsteno bombico v ta politični prostor, formulirati neko provokacijo, neko idejo, tako kot gre zdaj, najbrž naprej ne bo šlo dolgo. No, celotno oddajo Vroča tema si lahko že ogledate na našem YouTube kanalu. Gostili smo nekdanjega predsednika parlamenta Janeza Podobnika in nekdanjega zunanjega ministra Dimitrija Rupla, ki sta odprla polemično debato tudi še na nekatere druge teme, kot so novi obrazi. No, Rok, pa vendarle ne. Imamo premierja, ki ima polna pooblastila, koalicijo z 52 poslanci, potem ko je nekako iz svoje stranke izgnal Mojco Šetinc Pašek. Pri tem niti ne štejemo še poslancev narodnih skupnosti. Država pa se ukvarja, kdo bo prihodnji premier. Je Golobov potekel rok trajanja? Problem je v tem, ker je vlada nefunkcionalna. Golob se namesto z državo ukvarja sam sabo, svojim kadrovanjem. Na konec koncev je iskanje novega mandatarja popolnoma na mestu. Vlada pač ni zadostila pričakovanjem državljanom, niti ni izpolnila svojih lastnih obljub. Po drugi strani pa Golob kot predsednik vlade tudi, kot vemo, ni več v interesu tistega ozadja, ki ga je postavilo na položaj. Pa vendarle ga lahko zamenja ob tej parlamentarni koaliciji oziroma sestavi parlamenta, ki jo imamo? Mislim, da lahko ga zamenja, ampak ne v smislu, kot je to predlagala Katedrala Svobode, pač pa preko nekih drugih vzvodov. No, te dni pravzaprav premierja nadomešča minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Ne gre sicer menjavo na čelu vlade zgolj za nadomeščanje za čas operacije Kile, ki jo prestaja te dni Robert Golob, pa vendarle je ta izbira nekoliko nenavadna. Druga največja stranka v koaliciji so Socialni demokrati, podpredsednica vlade Tanja Fajon ni bila očitno prva izbira. Nam želi s tem Golob povedati, da ne zaupa Socialnim demokratom, ali da je Levica pravzaprav tisti faktor, ki dejansko vodi vlado? Z obema trditvama tvojima bi se strinjal. Zakaj? Zaradi tega, ker Levica je zelo močan faktor v tej vladi, po drugi strani pa nekako kopni tudi Golobovo zaupanje v Socialne demokrate. Govorilo se je tudi o nekaterih kombinacijah, da bi oni šli recimo v neko potencialno koalicijo z SDS-om. Zadostno število poslancev bi pridobili recimo kot se je namigovalo, tudi z destrukcijo Golobove stranke, torej Svobode, in nekako je logično, da Golob SD-ju ne zaupa, do te mere pa ne rečem, da Levici zaupa, kaj bolj morda jo
bolj potrebuje, glede na njihovo radikalnost. Dejansko, če pogledamo, koliko predlogov Levice je vlada sprejela, se poistovetila, jih nekako spravila naprej, vidimo, da je vpliv Levice zelo, zelo močan in nekaj je bilo pač treba dati v danem momentu, da se nekatere potrebe poteši, čeprav je to tako banalna stvar kot nadomeščanje niti ne več koordinatorja Levice na mestu predsednika vlade. Zdaj, nekako funkcija se je Golobu najbolj zamajala pravzaprav pred 2 tednoma s pričanjem Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava, ki sta ga obtožila nekako vpliva oziroma poseganja v delo kadrovanja policije. Zdaj, Golob je potem celo sam priznal, da je Bobnarjevi naročil čiščenje janšistov, čeprav je ta teden na tej isti preiskovalni komisiji njegov minister Poklukar to zanikal. Pričal je tudi namestnik direktorja policije Igor Cimprle, ki je podpisnik tudi dokumenta, ki ga Golob veselo kaže na okolje, češ da dokazuje s tem, da ni pritiskal na policijo, pa vendarle Cimprle ugotavlja tudi, da se v policiji dogaja hitro menjavanje vodilnih mest. Kaj bosta Goloba, recimo Poklukar in Cimprle na tak svojim pričanji rešila iz zagate, oziroma bolj verjameš Poklukarju in Bobnarjevi ali Bobnarjevi in Lindavu ali Poklukarju in Cimprletu? Vsekakor verjamem bolj Bobnarjevi in Lindavu. Zakaj? Zato, ker kadrovanje na policiji je do neke mere, kar se tiče vrha, v vsakem primeru politično, namreč direktorja, generalnega direktorja policije imenuje minister po volji politike. In tukaj je ministrica Bobnarjeva izgubila zaupanje, kot se je štelo strani premierja Goloba, ker ni kadrovala v skladu z njegovimi političnimi željami. To, da pa sedaj minister Poklukar trdi, da ni bilo nikakršnih političnih vplivov na policijo, hkrati pa se Golob hvali, kako je policijo očistil janšistov, to je nekako absurdno. To nekaj ne gre skupaj in takšna pričanja, kot recimo je bilo pričanje Bobnarjeve in Lindava, bi moralo odnesti tako Goloba kot Poklukarja. Zdaj, nekako se zdijo te paradoksi, da jih začenjajo opažati tudi volivci. Golob je v 2 mesecih strmoglavil iz 4. najbolj priljubljenega politika v državi na predzadnje 19. mesto. V prostem padu je tudi podpora gibanju Svoboda, pa vendarle nekako drugim strankam zaenkrat ne narašča. Kaj to pomeni za Goloba in kaj to pomeni recimo za slovenski politični prostor v prihodnje? Za slovenski politični prostor smo pač priča tisti klasični zgodbi, ko neka nezadovoljna sredina spet postane neopredeljena, nobena od etabliranih strank ne posrka tega volilnega telesa, ne naveže teh volivcev nase. Ti volivci čakajo nov obraz in ne vem, upam, da ne bodo šli še 6. na isti led, s katerim bodo potem spet nezadovoljni. No, do teh volivcev je bil v vroči temi oster tudi Janez Podobnik. Poglejva si, kaj je povedal. Če bi bil nekoliko, rekel, neodgovoren, potem bi rekel, to, kar so volivci skuhali, to naj tudi pojedo. To je, na nek način je to tudi del neke politične konsekventnosti. Morda bo potem čas, da bomo spregovorili o eni zelo pomembni slovenski zgodbi, ki je zelo prizadela slovensko demokracijo. To je koncept novih obrazov. Če kaj, je to usodno ranilo slovenski demokratični in ustavni red. Torej, novi obrazi so ranili slovenski demokratični in ustavni red. Se strinjaš z dr. Podobnikom? Popolnoma se strinjam. Bi pa rekel, da je to posledica tega, da neke etablirane stranke, profesionalna politika recimo, ki je sposobna sproducirati tudi neko državotvorno držo, ni v interesu nekaterih ozadij, ki nastavljajo te nove obraze. Se pravi, ozadja potrebujejo vodljive ljudi s kratkim rokom trajanja, vodljive in nesamostojne, brez moči praktično. Tudi Golob sam sebi je
sam sebi je nekako dopovedoval, kako in nasedal tistim idejam, kako genijalen menedžer je, kako bo vse vodil, kako bo naredil reforme in tako naprej, kako bo uspešen politik. Na koncu pa se je izkazalo, da, kot smo brali v domovini v tem tednu, da gre zgolj za potrošno robo, za koristnega idiota v službi svojih ozadij, ki se jih niti sam ne zaveda. No, krivdo k tej situaciji pa Dimitrij Rupel pripisuje tudi etabliranim strankam, pogleda. Ampak veste, en malo smo pa tudi sami krivi. Pa ti, pa jaz, pa najni prijatelji. To, da so Slovenci kupili nove obraze v nekem trenutku ali pa zdaj že večkrat, je tudi naša krivda, ker nismo znali parirati z argumenti. Skratka, koliko je krivde recimo tukaj tudi na etabliranih strankah, iz katerih izhajata recimo tako Dimitrij Rupel kot Janez Podobnik? Deloma se strinjam z doktorjem Ruplom, po drugi strani pa se je treba zavedati še druge strani te zgodbe, namreč etablirane stranke so postale do neke mere žrtve medijev, ki jih obvladujejo ozadja in preko medijev kot sredstva nastavljajo nove obraze. Torej, deloma ima doktor Rupel, se strinjam, po drugi strani pa etablirane stranke niso mogle nič kaj dosti storiti proti tistim centrom moči, ki si želijo nekih vodljivih struktur na oblasti. No, neke vrste novi obraz je tudi doktor Peter Gregorčič na tem aktivno političnem odru. SLS je ta teden kot prva izmed vseh strank predstavila nosilca svoje liste za evropske volitve. No, to ni njihov zdajšnji poslanec Franc Bogovič, ampak dr. Peter Gregorčič, profesor in politični komentator. Celotne liste zaenkrat še ne razkrivajo, pravijo pa, da so za sodelovanje pripravljeni tudi z kakšnimi drugimi listami. Poglej, kako sta se glede tega sporekla v vroči temi Janez Podobnik in Dimitrij Rupel. Da smo za nosilca liste za evropske volitve predlagali aktivnega državljana, intelektualca in odgovornega državljana, dr. Petra Gregorčiča je... Ki pa je nov obraz. Prosim? Ki pa je nov obraz. On je res torej nov obraz. To je, jaz mislim, da je on eden najboljših predstavnikov tistega prostora slovenske javne scene, v katerim se artikulirajo odgovorni, aktivni državljani. Moral bi kdaj že biti prej minister. Ima cel kup... je politik, mora imeti politično kariero za sabo, mora imeti za sabo življenje znotraj stranke, vse stranke v Evropi. To je še vse pred njim. Bi morali biti za njim. A veste kaj? Premlad je, ne? Ja, pa zakaj ga pa vzamete? Zakaj pa ti ne kandidiraš? Skratka, odzivi na Gregorčičevo kandidaturo so zelo mešani, od navdušenja do skepse. Recimo Janša očita obema strankama NSI in SLS, da gre za drobljenje glasov. Kaže, da se Janša tudi boji Gregorčiča. Zdaj po drugi strani so mu pa nekateri celo očitali navezanost na Janšo, kot da ustvarja iz SLS-a nek nov satelit v vlogi tega novega frontmana, prepoznavnega obraza. Zdaj moramo se vprašati, pri Gregorčiču gre za zelo prodornega, inteligentnega, artikuliranega človeka, ki je sorazmerno mlad in kot tak ima zelo velik političen potencial. SLS lahko z njim pridobi, recimo kot stranka, ali lahko pride čez parlamentarni prag na državnozborskih volitvah, še ne vemo. Kar se tiče pa samih evropskih volitev, mogoče bomo priča nekateremu povezovanju zdaj retorično. Kdo bi se lahko povezal recimo z SLS-om na listi, kjer je nosilec Peter Gregorčič? Je to lahko Nova Slovenija, je lahko to kdo drug? Ravno to, glede na dosedanjo retoriko bi in strani NSI-ja in strani Gregorčiča samega ne vidim povezave med SLS-om in NSI-jem, čeprav gre v osnovi za neko isto stranko. Prej bi ga videl v kombinaciji z Logarjem, če bo ta stopil ali pa smel stopiti na svojo pot, na to platformo sodelovanja.
Kar se pa tiče novega obraza, ki bi bil sposoben posrkati neko to sredino, o kateri sta prej govorila, pa ne vem, če ne bo Gregorčič spet preko linije Janša, Logar, Gregorčič, torej SLS, če ne bo že vnaprej predčasno ožigosan z janšizmom v medijih, pustimo se presenetiti. Torej, se ti zdi, da se lahko desna sredina pred evropskimi volitvami še nekako poenoti? Zaenkrat se zdi, da so nekako vsak sebi, vsaka svojo špuro. Je to lahko poskus po svoje, da vsaka pripelje svojih poslancev več noter, ali se lahko zgodi, da bi recimo ostali brez in SLS-ovega in NSI-ja? Zdaj, tukaj je treba pretehtati, kaj je za desno sredino boljše, ali da kandidira kot enoten blok, ali pa da se diverzificira do te mere, da seže tudi proti sredini, morda celo preko, in dobi tistega novega dodatnega poslanca, ki nam bo sedaj na voljo. To je stvar raziskav javnega mnenja, ampak trenutno kaže na diverzifikacijo, da ne bomo videli enotnega nastopa. Se mi pa zdi, da razmere na desni nekako kažejo v smeri izolacije NSI-ja. Se pravi, SDS, Logar in SLS na eni strani, NSI pa ali se sama ni pripravljena povezovati z drugimi, ali se pa drugi niso z njo. Kar je pokazal tudi Logar, ko mu je Tonin nekoč že predlagal sodelovanje na evropskih volitvah, pa ga je Logar iz neznanih, recimo temu, razlogov zavrnil. No, Alja Brglez v današnjem intervjuju na Domovini pravi, da je to nekako, torej, da ne bodo sprejeli prve ponudbe, ki bi ravno prišla mimo glede te Tonine. V ponedeljek stopa v veljavo nov zakon o evidentiranju delovnega časa. Koalicija je zakon sprejela kljub ostrim kritikam gospodarstva, zdaj pa že sami, celo recimo gospodarski minister, ugotavljajo, da je neizvedljiv, predvsem za nekatere poklice, neživljenjski, in da ga bo zato morda potrebno popraviti. Celo sam minister za gospodarstvo priznava, da je neizvedljiv. Ta zakon je žal narejen tako, da je neizvedljiv. Najprej podjetja ne vejo, kako in na kakšen način naj to zadevo realizirajo, in tudi delavci bodo imeli s tem absolutno probleme. Še bolj plastičen pa je bil v Delovem podcastu Moč politike analitik Dejan Verčič. Ljudje, ki nikoli niso hodili v službe, nam predpisujejo, da se moramo zdaj štempljati, recimo. Najbolj genialnih domislic te vlade je, če bi resno jo vzeli, da se moramo non-stop štempljati. Greš na malco, se moraš štempljati. Malco ješ v službi, pa se moraš štempljati, da si šel na malco in podobne zadeve. Tega v resnici nihče ne počne, če dobro pogledate okoli sebe. Jaz nisem enega podjetja videl, v katerem bi to v resnici tako počeli, kot so te geniji napisali zakon. Zaposlen sem na univerzi, vem, da univerza umira od smeha. Torej, minister Han pravi, da je neizvedljivo, da bojo naredili nek džentelmenski dogovor. Inšpekcija pravi, da pred 1. januarjem tega zakona nekako ne bo preverjala. No, mesec pa po drugi strani, da bodo odprli poštni predal, kjer bodo zbirali pritožbe in potem čez 3 mesece pogledali, ali je treba zadevo spremeniti. A ni to temu namenjen recimo čas pred sprejemom zakona, javna obravnava in potem ostale zadeve? Točno to. To, da vlada sprejme zakon, za katerega sama vnaprej v bistvu ve, da je prvič neizvedljiv, drugič pa do neke mere tudi škodljiv, to je absurdno. Rekel bi, da gre pri tem zakonu bolj za nek PR-ovski pesek v oči, ki ga je obljubljala Levica, ko se je zauzemala za neke delovske pravice, za neko družbeno pravičnost, ampak s tem zakonom k temu niso pripomogli. Zakon je slab, da se ga goljufati. Po drugi strani pa je neživljenjski. Ne samo, da niso nič storili za delavstvo, po drugi strani so tudi začeli ovirati delovni proces. Vidi se, da je miselnost Levice ostala tam nekje v industrijski revoluciji, ko so delavci delali po 16 ali pa 20 ur. Skratka, nekako je preveč so brali kapital, ki je ostal nekje v času Marksa. Današnja dinamika delovnih procesov je popolnoma drugačna, kot je bila takrat. In Levica ali pa celotna politika bi se morala nekako v duhu časa lotevati
sistemskih rešitev, kršenja določenih delavskih pravic, ki pa se dogajajo. Ampak levica, žal, v korist delavca s tem zakonom ni storila ničesar. No, zanimivo je tukaj ugotovitev dr. Žige Turka, ki opozarja, ne, si predstavljate, da bi vlada učinkovito izvajala reforme na tak način, kot je sprejela ta zakon in bi potem morali ljudje s temi reformami dejansko živeti, ne po svoje celo bolje, da so neučinkoviti, se delajo norca iz nas. Delajo se norca v bistvu bolj sami iz sebe. Ampak s temi zakoni moramo živeti državljani. Moramo živeti, ampak prek teh zakonov se izraža njihova nesposobnost, njihova neživljenjskost. Žal moramo s tem živeti mi, cel sistem, država, gospodarstvo, družba, in vse to stopa na pot, ne na pot nekega napredka ali pa neke stabilnosti, tu gre bolj za nazadovanje in pot proti propadu, kot pa kakšna konstruktivna politika strani trenutne vlade. Lahko bi rekla, da je nekako to so razmere, če je na oblasti levica, ne, lahko je še huje, lahko je na oblasti Hamas, ne, to smo videli te dni v Gazi, kjer je izraelska vojska vdrla v bolnišnico Al-Shifa, ne, mediji in svetovna javnost se je zgražala, da je to kršenje mednarodnega prava, no, potem v bolnišnici pa smo pravzaprav lahko gledali posnetke, kako so izraelski vojaki v recimo rentgenskih napravah našli shranjene bombe, kalašnikovke in tako naprej. Poglejte si ta posnetek. Is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. Torej, bolnice v Gazi očitno zdravijo z granatami in puškami, ali kako je razumeti te posnetke? Nekako čudna zdravila, bi rekel. Prej si omenil, ni res, da gre za kršenje mednarodnega humanitarnega prava. Zakaj? Zaradi tega, ker ko se nekje vzpostavi živi ščit, tudi civilisti ali pa civilna infrastruktura postane vojaški cilj po mednarodnem pravu. Zdaj, glede na to, da je ta živi ščit, recimo temu, neprostovoljen, da ga Hamas v to sili, da ljudje ostajajo tam, to pomeni, da Izrael postopa po načelu sorazmernosti. Se pravi, civilna škoda mora biti sorazmerna z pomenom vojaškega cilja, ki ga Izrael z določenim napadom doseže. Je torej vstop v to bolnico upravičen? Popolnoma, ker govori se, dokazalo se je, da je bolnica bila dejansko objekt v službi militantov, domneva se, da je spodaj pod bolnico eno večjih Hamasovih poveljstev in bolnica kot taka je legitimen vojaški cilj Izraela. Zdaj, kako to, da Hamas ni spraznil te bolnice, recimo, če so vedeli, že 2 dni je Izrael oblegal to bolnico, kako to, da niso recimo te opreme odnesli ven po predorih? Mislim, da v veliki meri so jo, ker toliko orožja, še zmeraj Izrael je našel precejšnje količine orožja v bolnišnici, ampak ne pa tolikšne, kot smo vsi pričakovali. In izgleda, da je Hamas izvedel določen logistični podvig pri odstranjevanju vseh teh sredstev iz bolnišnice ali pa iz kleti oziroma rovov, ki pod bolnišnico potekajo. Je po tem dogajanju, ki ga te dni spremljamo v Izraelu, sploh še realna neka rešitev dveh držav? In po drugi strani, ali lahko Izrael dejansko uniči Hamas s to akcijo? Izrael Hamasa uničiti ne more, ker je razpreden, ker gre v bistvu za organizacijo, ki ima lovke po celem svetu. Tu se ne gre samo za Gazo. Zakaj Izrael uničuje Hamasove cilje po Gazi? Zato, da si znotraj svojega ozemlja oziroma svoje soseščine zagotovi sorazmeren mir. Hamas bo obstajal še vedno naprej po tujini, še vedno bo totalno deloval tudi na ozemlju Izraela. Tu ne gre za popolno uničenje. Realen cilj Izraela je omejitev delovanja Hamasa. Onesposobitev do te mere, da v določenem času ne bodo mogli več množično ogrožati državljanov, civilistov v Izraelu. Je ta cilj realen? Ta je realen, ja.
Zdaj, govori se v javnosti neuradno sicer, da se Izrael in Hamas dogovarjata tudi o izpustitvi talcev, nekako za 50 do 70 talcev bi nekako izposlovali 3-dnevno premirje. Je ta dogovor recimo realen, komu bolj koristi? Z vidika nekih človeških življenj ali pa neke človečnosti veliko bolj koristi Izraelu, ker Izrael bo dobil dejansko nazaj civiliste, izpustil pa bo militante, se pravi z vidika neke človečnosti tukaj pridobiva Izrael, z vidika vojaške operative pa vsekakor pridobiva Hamas. Zdaj, na konferenci v podporo Gazi oziroma za pomoč Gazi, ki jo je gostil predsednik Francije Emmanuel Macron, je svojo pozornost pritegnila Tina Gaber, kot spremljevalka premierja Roberta Goloba, oblečena v barve palestinske zastave oziroma barve Palestine. Kako gledaš na to izražanje političnih stališč strani prve konkubine, če pravim, izraz to spremljevalke Roberta Goloba? Tako, zdaj zelo nerad govorim o Tini Gaber, ker se mi zdi, da je to nekako pod nivojem naju kot sogovornikov na tem mestu, ampak ker nam ona deloma kroji usodo v tej državi ali pa tudi izven nje, kot smo videli, smo se o njej nekako prisiljeni pogovarjati. To, da je na tak način izražala podporo palestinskim militantom, je, kako naj rečem, škandalozno. Ona se je s tem postavila na stran morilcev otrok, da rečem tako. Ker Hamas je kriv za mrtve otroke, ne Izrael. Pa naj bodo to mrtvi židovski otroci ali pa mrtvi palestinski otroci. Vse te smrti so posledica delovanja Hamasa. Zdaj, pestro je tudi v Ukrajini, v Hersonski regiji nekako spremljamo novice, da naj bi ukrajinski vojaki na neveč mestih prečkali reko Dnepr in nekako zasedli položaje na vzhodnem bregu, ki je sicer pod ruskim nadzorom. Je to nek znak za začetek nove ofenzive? Lahko Ukrajina recimo brani položaje na drugi strani reke Dnepr, čemu je to namenjeno? Trenutno gre za operacije manjšega obsega, se pravi te sile, ki so Dnepr prečkale, tudi slučajno niso tako velike, da bi lahko odprle neko novo smer ofenzive. Tu gre bolj za vezanje ruskih sil, ki so sedaj koncentrirane na severu zasedenega dela Zaporoške regije na Surovikinovi liniji, kjer Ukrajina iz smeri severa izvaja protiofenzivo na ruske položaje. Prečkanje Dnepra pa bi del teh sil ruskih, ki branijo to Surovikinovo linijo, potegnilo nekako na obrežje Dnepra, na zahod, s tem bi se pa severna fronta razbremenila in saj deloma olajšala delo ukrajinski vojski. Zdaj, ruske sile... Ne gre pa za neke realno smer nove ofenzive, vse zaenkrat. Ruske sile so trenutno skoncentrirane okoli Avdijivke, kjer potekajo tudi spopadi. Kakšna je recimo strateška vrednost tega mesta oziroma zakaj ravno tam? Strateška vrednost je precej velika tako za Ruse kot za Ukrajince. Zakaj? Ker Ukrajinci lahko iz tega mesta delujejo neposredno na mesto Donetsk, gre za sosednji mesti. Donetsk kot mesto pa vemo, da je za ruske okupatorje nekako bistven. Po drugi strani pa Rusi napadajo ukrajinske položaje, skušajo tudi obkoliti mesto, da bi se znebili nekako teh ukrajinskih napadov in zaprli tisto zajedo v frontno linijo, ki jo mesto predstavlja. Lahko pričakujemo zelo velike ruske izgube, ker na vse zadnje bo nekako moralo priti do urbanega bojevanja. Po drugi strani pa spet lahko je ena od možnih variant, pa je tudi ta, da se mesto obkoli. V tem primeru pa bi bili na slabšem ukrajinski branilci.
Še ena tema za zaključek. Po avgustovskih poplavah spremljamo po eni strani neučinkovitost države, po drugi strani pa še eno težavo, ne, ob nekako množici različnih organizacij, ki so zbirale denar za prizadete v poplavah, se je zdaj zadeva eskalirala v praktično popoln kaos, denarja marsikdo še ni dobil. No, najhujša pa je situacija pravzaprav okoli PGD Mengeš in gasilca Sandija Zajca, ne, ki pravzaprav nekako se je zapletla v več težav. Prvič, da društvo težko nakazuje sredstva, drugič, da ni jasno, katera sredstva so zdaj namenjena zanj in kam torej s tem denarjem. Ne, ob tem je ključen nauk, recimo v včerajšnji Tarči podal Marjan Šarec. Nauk te zgodbe je, da naj sredstva zbirajo tiste organizacije, ki so za to pristojne, usposobljene, ki tudi zadostijo zakonskim kriterijem in potem ne bo divjega zahoda. Ne? Če pa vsak zbira, kdor se spomni, eni iz takih, drugi iz drugačnih razlogov, so pa potem težave. Pogosto se namreč zgodi, da so izpostavljeni posamezniki, tisti, ki prejmejo več sredstev, ne, potem pa njihovi sosedje nekako ostanejo brez. Kako vidiš to situacijo? To je nekako tipičen primer neke slovenske zaletave dobrodelnosti, ki ima sicer dober namen, ampak na konec koncev pa marsikdo lahko to zlorabi, kot smo v tem primeru videli. Zdaj poteka ta pravda med gasilcem Zajcem, med PGD-jem, pa med, mislim, da njegovo partnerko, bivšo partnerko. Kolikor vem, po mojih informacijah si gasilec Zajc želi prilastiti del teh sredstev, kar je tipičen primer zlorabe, za moje pojme. Ne oporekam, gasilec Zajc je bil junak, ko je reševal otroke, ampak v trenutni situaciji pa vidimo, ljudje so zbirali denar za obnovo njegove hiše oziroma hiše, v kateri je živel, ki, kolikor vem, je pripadala partnerki oziroma njenim staršem, zdaj v postopku razhoda z partnerko, torej po nekih moralnih, splošnih sprejetih normah gasilcu ta denar naj ne bi pripadal, pač pa naj bi šel za sanacijo tiste hiše. Se pravi, s Šarcem bi se tukaj strinjal. To se redko zgodi, ampak na tem mestu bi se. Ker zadeva ni sistemizirana, ker zadeva ni zakonsko urejena, lahko prihaja do takih zlorab, da nekdo v končni fazi je v stanju, da ukrade $500,000. Kar pa ni v redu. Če želimo darovati, bolje je, da darujemo nekako organizacijam, ki so za to sposobljene. Tako. Rok, najlepša hvala za komentarje v današnji oddaji. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v iztekajočem se tednu. Finska zapira mejo z Rusijo zaradi povečanega števila migrantov, ki jih ta, kot pravijo, namerno spušča proti Finski, da bi jo destabilizirala kot kazen za vstop v zvezo NATO. Parlament je za novega španskega premierja potrdil Pedra Sancheza, koalicijo je sklenil z levičarsko listo Sumar in katalonskimi separatisti, ki jim je v zameno za podporo ponudil popolno amnestijo politikov, ki so sodelovali pri spodleteli odcepitvi Katalonije od Španije. Mercator je podpisal pogodbo o prevzemu trgovin Tuš, soglasje za to mora podati še varuh konkurence. Lastnik Mercatorja Fortenova je ponudil višjo ceno kot nemški trgovec Rewe, ki se je prav tako zanimal za nakup. Tako, spoštovani gledalci, za nami je pester teden, dolžina naše oddaje pa vendarle omejena. Več informacij za to najdete na spletnem portalu domovina.je. Večino člankov je na voljo vsem, no nekaj pa jih vendarle zapremo, zato da neke zanimive vsebine omogočimo le naročnikom, ki nam omogočajo, da ostajamo neodvisen medij in da še naprej opravljamo svoje delo. Če ga cenite tudi vi, vas vabimo, da se na naš portal naročite in tako dobite dostop do vseh vsebin. No, nič pa vas ne stane, če všečkate ta video in se naročite na naš kanal. Prav tako boste na ta način si zagotovili, da ne zamudite nobenih naših prihodnjih oddaj. Že zdaj pa si lahko pogledate oddajo Vroča tema, ki je nekje tukaj okoli, da lahko kliknete na njo. Alen Salihović je torej, kot že omenjeno, gostil Janeza Podobnika in Dimitrija Rupla. Mi pa se znova vidimo prihodnji teden, takrat pa ostanite nevarni in vse dobro. Nasvidenje.